In to se mi zdi, da je ključno. Se usedemo in se o tem pogovorimo, da slišimo drugega. Tle se odpre eno polje usklajevanja. V zunanji nadzor bi se ujel v trenutku, ko bi jaz rekel, zdaj bom pa jaz povedal te stvari na tak način in zdaj pol bomo videli v komentarjih spodaj, ne, da bo točno tak odziv. Ne. Se pravi, da bi želel biti všečen. Recimo, ne, ali pa ne všečen. Življenje nas v enem določenem trenutku opozori. Lahko z boleznijo, lahko z nesrečami, lahko se zgodijo. V bistvu prijemo, toliko čakamo v tej notranji stiski, da smo že vsi zakrčeni. Ne. Koliko močni smo pri realizaciji želja, če rečem takole, konec koncev svojega življenja? Ja. Od njega je odvisno, ne, ali bo nehal kaditi ali ne. To je fajn, da spozna. Ko se je danes rekel, imam papirje na mizi, tako ponavadi je, ko peljem terapijo, psihoterapijo. Daniel Bandelj, psihoterapeut realitetne veje, bova rekla, je moj gost. Dober dan, za začetek, a sem na terapiji? Ne, čeprav bi lahko rekli, da smo ves čas malo na terapiji, ne? Ker bistvo terapije je prav to, da ko gremo iz terapije, ne pozabimo vsega, ampak v bistvu zavestno tisto, kar smo se naučili, kar smo zavestili, uvajamo v življenje. Pa lahko nekaj ozavestimo na osnovi najnega pogovora, kakšno namero bova dala na začetku, kaj je najin cilj pravzaprav? No, glede na to, da snemava podcast, je cilj najverjetneje tudi to, da bi predstavila nekaj, kar je za ljudi zanimivo. S česar bojo lahko dobili nekaj zase, bi rekel, ne? Tako da ne bova, v tem smislu to bo sigurno ena okoliščina, ki bo zaznamovala ta pogovor. Ne? Če kamere ne bi bilo, bi se pogovarjala drugače. Pa lahko na osnovi enega takega pogovora nekdo, ki ga posluša, dobi nek uvid, pride do aha momenta, ko se začne spraševati o stvareh, ki so morda pomembne v njegovem življenju, pa se do tega trenutka o tem ni spraševal? Ja. Po moje, da ja, posebno v takem formatu, ne, ko podcast vseeno dopušča precej neformalnosti, tudi jaz predlagam, da si danes dovoliva, ne, celo eno mero osebnega vključevanja, nekih zgodb, mogoče pridemo na kakšno konkretno tako zanimivo zgodbo, ki je za naju aktualna, pa potem v bistvu, ne, ko nekdo, ki posluša, sliši to, se prepozna in dobi neke uvide, neke aha momente. Bi rekel, da lahko tudi eno iskro, ne, en tak povod, en motiv, da začne raziskovati v neki smeri. In da se odloči za spremembe, kajti kako sprejeti odločitve in kako uvajati spremembe v naša življenja, o tem naj bi pretežno tekla beseda. Tako sva rekla, ne, to bi bil nek okvir. Ne. Tudi en navdih, ne, en motiv, da začne raziskovati v neki smeri, to si po moje lahko en poslušalec, gledalec obeta od enega podcasta, od YouTube vsebin in tako naprej. Zdaj je ogromno tega in se mi zdi, da se dosti, predvsem teh malo mlajših, poslužuje takega tipa učenja, se mi zdi to super, mislim, da je to v bistvu ena revolucija, če gledam, recimo glede na leta nazaj, na moja najstniška leta, ki smo vseeno se informirali, brali manj, z interneta nekaj, ampak drugače knjig in tako. Se pravi, to je nekako na dosegu roke, ali kako bi rekel, ali uma ves čas, ni pa to dovolj, to bi rad zdaj na začetku že poudaril, ne, za kakšne zelo, zelo korenite spremembe, pa za se res poglobiti v neke traumatične stvari, ne, to ponavadi sami ne zmoremo. Ne. Tudi psihoterapeuti imamo za to na voljo kolege, ne, tako imenovane supervizijske skupine, kjer lahko odpremo svoje težave, ne. Lahko potem rečeva kaj tudi o temu, kdo je psihoterapeut. Vsak psihoterapeut mora skozi
na poti do evropske diplome iz psihoterapije iti tudi skozi osebno izkušnjo, to je razlika od, bi rekel, akademskega študija, ne? Da imamo poleg teorije tudi prakso klinično in nujno osebno izkušnjo, ne? Tega drugije ni. Ampak iz tega naslova je morda tvoj nasvet, z Danielom se tikava, ker se poznava že mnogo let, pa vendar je pravzaprav iz tega naslova je tvoje priporočilo, da bi čisto vsak med nami raziskoval sebe in skozi to prizmo poskušal postati, ne vem, boljši človek? Je pisalo v Delfiju, ne, na tem templju, ne, ena glavnih popotnic takrat antičnega sveta, ne, je bilo spoznaj sebe, mislim, da ko si prišel noter je bilo in spoznal boš svet. Tako nekako to velja tudi za realitetno terapijo in za ta najin današnji pogovor. Šele ko spoznamo sebe, ne, bi rekel, filtre, skozi katere zremo v svet, takrat začnemo spoznavati svet oziroma ga ozaveščati, da ga barvamo mi, ne, da ni neke zunanje objektivne resnice, stvarnosti. Zato tudi realitetna terapija. Ne. Vsak ima svojo realiteto. V filozofiji so temu rekli kvalija, ne, filozofija duha. Bi bilo, kakšen okus ima moja zdaj bivanska izkušnja, ti ne veš. Ne. Mi v resnici, tudi terapeut, v resnici je lahko empatičen, se prova povezati na različne načine, ne. Neposredno, tako ne s to psihično, psihološko empatijo, s kognitivno, se pravi, da nekako ne ves čas presoja, kaj mu oni govori in ne dela neke sheme razumevanja v svoji glavi in tako naprej. Ampak da bi jaz za eno sekundo, ne, doživel tvojo zdaj notranjo izkušnjo, je nemogoče. In zato tudi tak velik respekt, spoštovanje ne, terapeuta do vsebin, ki jih prinaša klient, ker samo klient lahko v besedi, kako v resnici njemu je, in takrat v bistvu govori o realiteti, o tem, v kakšnem svetu on živi. Ne? Se pravi v besedi, kako mu je, in terapeutova naloga je, da se poskuša postaviti v njegove čevlje. Kdaj sodiš pri terapiji? Naj ne bi, ne? Se zelo trudimo, da ne bi. Oziroma, recimo tako, z leti, jaz kakšenkrat rečem, bom zdaj nekaj povedal, kako se mi zdi, eno mnenje, eno sodbo, bi lahko rekli, ampak z zavedanjem in ne opozorilom, disclaimerjem, da to je zdaj moja zaznava tega, kar mi vi govorite, govoriš, ne? In jo ponudim tebi, vam, kot informacijo, da se lahko o njej pogovarjava. Če boš ti prepoznala, da je v moji zaznavi, sodbi, bi rekel, nekaj, s čimer si lahko pomagaš, potem je smiselno tu terapiji razvijati naprej. Se pa kakšenkrat zgodi tudi, kar reče lahko, ne, stranka, klient, ne, to pa ne. To pa se mi zdi, da... Ni točno. Ja, ali pa ne bi šli v to smer, se mi ne zdi aktualno zdaj. Pa je smiselno, da rečemo tudi, ne vem, prijateljici, ko greva na kavo, pa se potoži, da je hudo ne vem, zaradi določenega pripetljaja v življenju, da rečemo, to je moja zaznava, da tako in tako. Ali tudi v tem primeru je bolje, da ne sodimo, da ne govorimo, kakšen nasvet bi dal, ko smo, tako bom rekla, vse vedi, ne? Kako bi bilo najbolje zanjo. Ja. Je zelo pomembno, iz kakšne vloge vstopamo v pogovor. Tudi zdaj, mi dva imava, bi rekel, relativno razdelane vloge in smo v nekem kontekstu in to so se pravi, ne bom na terapiji. Male rekla. Ja, to je ta uvota, ne. Ni enako, ne, kot če bi bil v moji svetovalnici brez kamere, recimo, ne. In tudi ni enako, kot če bi šla enkrat, ne hodiva lih na kave, ne, recimo, da bi enkrat nekje se srečem, rekel, da imamo pol ure, ne. Bi bilo spet malo drugače. Sploh je drugače,
če greš z eno od tvojih prijateljc, ki te zelo dobro pozna, ne? Včasih si prijatelji predstavljamo, da poznamo one ljudi boljše, kot oni sami sebe. Kakšenkrat je mogoče to celo do ene mere res, ne? Prijateljstvo je eno tako, en tak zelo pomemben, ena taka zelo pomembna vloga in zelo pomemben odnos. Tudi William Glasser, ki je razvil teorijo izbire in realitetno terapijo, je dal velik pomen prijateljstvu. V resnici smo do prijateljev, tistih res pravih, ponavadi tako, ne, bi rekel, brez filtra, iskreni, ampak hkrati tudi, če jim neko sodbo predstavimo, je ne predstavimo, recimo partnersko sodbo pogosto predstavimo bolj grobo, bolj, kaj mi delaš, kaj, ne? Tam vseeno z eno mero odobravanja, ker res dolgoletnega prijateljstva brez enega velikega sprejemanja ne more biti, ne? In zdaj iz te vloge je težko reči, kaj bi bilo zate, recimo, če bi se v eni stiski obrnili na eno prijateljco, smiselno, ne, slišati. Mogoče, ne, terapeute bi sprejel po terapevtsko, na podlagi nekega etičnega kodeksa in nekih strokovnih smernic in razumevanja in zato nasvetov direktnih, ne, in sodb recimo ne bi dajal. Od prijateljce pa, ki jo povabiš na kavo, pa mogoče tudi ti pričakuješ lih to. Veš? In tle so tvoja pričakovanja, ne, ali pričakovanja tistega, ki je v stiski in povabi in greh prijatelju, so bolj pomembna, kot tisto, kar on potem naredi. A ne? In če je to dvoje uglašeno, če ti vabiš nekoga na pijačo in rečeš, dej, povej mi v faco, ne, direkt zdaj, ne me šparat, ne, tako, ko si misliš, kaj je zdaj bilo v mojem življenju tisto, kar se ti zdi, da nisem naredila prav, ne. Pol čakaš sodbo, bi rekel, njegov jasen pogled in odgovor na vprašanje. Kakšenkrat, velikokrat, po moji izkušnji, ženske punce povabite na kavo, lahko samo zato, da pač ne. Moja žena reče kakšenkrat, ne. Kličem samo, da pojamram 5 minut in ne pričakujem nič, ne. To se mi zdi dobro. Velikokrat tudi prihranimo, ne, svoje mnenje. Ne povemo tako transparentno, mislim, da. Ker zakaj bi povedali, če te nekdo ne vpraša za nasvet? Ja. Zdaj tako, govoriš, se mi zdi kar v enih idealnih razmerah z moje perspektive, ne? Ker jaz mislim, da velikokrat povemo, ko nas ljudje ne vprašajo za nasvet, ne? In da je v bistvu tisto, kar je destruktivno na nek način v naših najožjih, če zdaj govorimo lahko prijateljstvih, ma večkrat še partnerskih vezah, nekih intenzivnih poslovnih odnosih mogoče, ne? Da eni drugim dajemo neke nasvete in vemo za druge, kako bi morali narediti, da bi bilo za nas to v redu in to v bistvu ne pelje nikamor. Pol ponavadi to izzove na drugi strani, neko zrcaljenje, ne, in ja, kaj pa ti bi lahko tudi tako, in to je pol pot v peku, ne. Ampak kako povedati, da ne bo tvoja beseda slišati kot kritika? Ja. Zdaj, Glasser pravi, da kritika ni dobra, ne. Namesto kritiziranje je eno od teh nepovezovalnih vedenj, navad, in on pravi. Tako da tudi ta konstruktivna kritika, ne, o tem me malo sprašuješ, ne. Zdaj, mi vsi poznamo več ali manj te nasvete, ne, dej najprej pohvaliti, ne, povej, kaj vse je v redu, ne, ta sendvič, ne. Ampak to so take, ne, to so, bi rekel, neke naučene rešitve, ki lahko bolj ali manj služijo, zato, ker so učinkovite vsaj delno, ne, ali pa pretežno, recimo, če govorimo o sendviču, se jih tudi predaja kot neko znanje v nekih coachingih mogoče ali delavnicah, ampak ne deluje zmeraj, ne. Ampak, če sva konkretna, prejle si tako navrgel nekaj iz osebnega življenja, ne vem, če vidiš, da je partner
preveč na telefonu. Se pravi, kako mu to povedati, da ne bo zvenelo kot kritika? Ja. Zdaj, kdo določi, a je to kritika ali ne? Kdo določi, a je preveč ali ne? Je prvo vprašanje, ja. Ja. In odgovor na obe vprašanji je partner. Ne? Se pravi, če govorimo zdaj o moji situaciji, čeprav ni, da je žena dosti na telefonu, ampak vzamemo... Moj mož je, na primer. Okay, ja. Ja. Zdaj, prvo sklepanje bi bilo, ne, morda ima mož več dela na telefonu, ne, več razgovorov z ljudmi. Ja, ampak ne glede na to. Kot moja žena, ki je trenutno na porodniški in se sliši samo z najožjimi, recimo. Ne. In to so te okoliščine. Ne. Za mojo ženo in tvojega moža veljajo bivata v različnih okoliščinah, zato osmišljata življenje, bi rekel, mislita zase, da je dobro, da počneta nekaj. Recimo, se javlja na telefon tvoj mož. Ob vseh urah, ne, na primer. Kje je meja? Se pravi, tudi tukaj je potrebno postavljati neko mejo. Ampak res vprašanje, kako skomunicirati, da ne zveni kot kritika? Ja, zdaj, ni v naši moči, ne? To je prvo reč. Ne? To nas tudi malo razbremeni. Ne? Mi bi ponavadi, to je tvoje vprašanje, to smo malo pred začetkom, sva malo izmenjala nekaj mnenj, ne? O temu, kar Glasser pravi, torej psihologija osebne svobode je to, kar uči teorija izbire in realitetna terapija, in nasprotna temu recept za nezadovoljstvo, bi rekli, ne, je psihologija zunanjega nadzora, jo on poimenuje, ne. In zdaj, če tako razmišljamo, ne, če si jaz predstavljam, da je v moji moči, da jaz zdaj tebi nekaj predstavim na tak način, da boš ti to slišala, razumela in spremenila, se ne javljala več po 9 na telefon, potem sem v bistvu zaciklan v psihologiji zunanjega nadzora. Ker psihologija zunanjega nadzora pravi, da človek, ki je v tej paradigmi, ne, ki živi ven iz tega prepričanja, da lahko druge kontrolira, ponavadi nesrečen, ker se velikokrat to ne izide. Ne? In tak človek ima prepričanje, da jaz lahko zdaj z neko intervencijo tebe prisilim, prepričam, da se nehaš javljati na telefon. Ima potem še eno škodljivo prepričanje, ki ne prispeva nič k dobrobiti in zadovoljstvu, da ti v bistvu lahko vplivaš name in da sem jaz zdaj en bohi reveš, če ti name zdaj kričiš, ne morem se dobro počutiti in tako naprej. Ne? In zdaj, če govorimo o takem partnerstvu, eden teži, daj ne se javljati na telefon, in nazaj teži, daj spel se, kaj mi zdaj skozi govoriš, ti ne razumeš, jaz ti imam pomembne stvari, smo spet, ne, pot v nesrečo v bistvu. Ampak kaj pa je psihologija osebne svobode v tem primeru? V tem istem primeru bi pa bila. Jaz se v bistvu lahko, zato ker verjamem, da ne morem vplivati na te v resnici, da ne morem, vplivam lahko, ves čas se trudimo vplivati, ne? Ampak da ne morem definirati tvojega vedenja, da ne morem, bi rekel, dokončno te prisiliti, da nehaš dvigovati telefon po 9 uri. Kaj mi to omogoča? Da se malo sprostim, ne? Da rečem, lej, pač, jaz lahko samo informiram, lahko ti povem. In če ne pričakujem, ker vem, da je nerealno, da pričakujem, da boš ti s tem nehala, podam to informacijo na drugačen način v resnici. Se pravi, kako? Iz neke, zdaj, kako bi to opisali, ne? Jaz rečem iz nekega miru, iz nekega zavedanja, da je vse v redu, da tudi če dviguješ tisti telefon, pač jaz bom poskrbel po 9 uri zase na nek način in iz nekega sočutja, z odprtim srcem, bi lahko rekli pesniško, ne? Ampak to isto velja za otroka? Ta isti način komunikacije? Ja, ali pa še toliko bolj, ker se mi zdi, da so tam še bolj odprti vsi kanali, ne? Ja. In to je v resnici težko. Ne? Tako reči. Tega se tudi terapeut uči. Na začetku, če bi jaz rekel, recimo, kaj je napredovanje, ne, ker se malo samo presojamo proces tudi terapeutskega razvoja, to, ne, da
da se sprostiš, da je v redu tudi, če klient pride in mu ne paše, reče, tle pa v tej realitetni terapiji vaši Ampak kako se lahko sprostiš, na primer, da tvoja žena je prepričana, da večerje ne potrebujete in ti si prepričan, da je dobro, da jete zvečer kuhano hrano. Se pravi, a veš, teorija nadzora, teorija svobodne odločitve. Se pravi, so stvari, ki zahtevajo, po moje, drugačen pristop. Sem kar malo popil. Ja. Kar vrtam, ne? Da zadihaš. Da namočim hrlo, ki bo najbrž dolg odgovor. Mislim, sprašuješ zelo kompleksno temo, ne? Neko temo usklajevanja dveh, v tem primeru še moža in žene, partnerjev, kakorkoli. To je po moje najbolj zahteven odnos v življenju. Se pravi, prav ta varianta, ne, svoboda ali nadzor, ne, pristopanja, seveda veva, da je potem komunikacija, da vsak popusti malo in potem zmaga žena. Recimo, ja. To je ampak pustimo, kaj se potem zgodi. Deva reči, kaj je tisto, ne, čemu slediti, no, če tako le rečem. Ja. Malo heca. Ja, vsak sebi sledi, ne, v tem primeru. In se uskladiti okrog tega, ne, ali bomo zvečer jedli kuhano ali ne, recimo, je ena taka, lahko tudi zelo resna debata, ne, ki jo dva zakonca, partnerja, ki izhajata iz prepričanja, da je vsak svoboden, da prispeva v to partnerstvo tisto, kar misli, da je za to partnerstvo dobro. In to je pomembno izhodišče. Da moja žena, če bi recimo v tem primeru zastopala stališče, da zvečer ne rabimo jest kuhane hrane, bi imela sigurno tehne razloge za to. In to se mi zdi, da je ključno, ne? Da se usedemo in se o tem pogovorimo, da slišimo drug drugega. Ona bi lahko rekla, recimo, to meni pobere, ne vem, 1 uro in pol časa. In tisto 1 uro in pol mi je bolj vredno, da smo mi kot družina skupaj, ne vem, se igramo z otrocmi, spremljamo njihov razvoj, se o tem pogovarjamo in, ne vem, naročimo Volt. Miha zelo ne naročamo, ampak recimo, ne, ali pa naredimo samo tople sendviče ali karkoli, ne. In tle se odpre eno polje usklajevanja in jaz to slišim in rečem, zanimivo, ne. Pa hoče pa res, se ima point, ne. Ampak enako ima pri telefonu. Zdaj smo spet pri telefonu, ima point, da se ne javlja po 9 uri. Ne, da je stvar debate, komunikacije in nekih dogovorov. Absolutno, ne. In če je ni, je težko, ne. Zdaj, v bistvu, telefon v tvojem vprašanju, ne, je po moje povezan v ozadju, kakšenkrat je problem telefon, ne vem kaj, neopran kozarc in tako naprej. To so Ampak dobro, midva sva vzela primer telefona, ki je verjetno v marsikakšni družini danes problem. Ja. Bodi si v komunikaciji do najstnikov, bodi si do otrok, bodi si do partnerja, bodi si skratka. Ja. Zato sem dala pač ta primer, ker verjamem, da se bo kakšen od najnih poslušalcev, gledalcev poistovetil z težavo telefona. Ja. Ključno razumeti ozadje, to sem hotel reči, ne. Lahko je nekdo na telefonu, recimo v odnosu moški, ženska, moški tako, zopet zelo posplošeno, nekuni vici, ne, na koncu zna žena, ali pa malo heca, ja. Mislim, za veliko resnice, tako kot vsaki šali, nema. Hoče reči tudi zdaj, če posplošeno rečemo, ne, moški smo tisti, ki smo bolj usmerjeni v kariero, poslanstvo, zelo pomembno, ne, in ponavadi ženske družina na prvem mestu. Zdaj seveda v sodobni kulturi, potrošniški se to vse spreminja. Vprašanje, če je to dobro, ena druga debata. Ampak načeloma je lahko to ozadje, da mož ima veliko za dela, da
v bistvu s tem, ko se javlja na te telefone ali pa ureja stvari ali pa je na mailih in tako naprej, prisluži nek denar, ki potem v resnici nam pride prav za to, da ne vem, gremo na počitnice, uredimo dom, zdaj govorim malo tudi iz svoje perspektive. Ne? Lahko je pa, in to je ena drugačna okoliščina, kot če je zasvojen, ne, z ne vem kaj, neko igrico, ki jo igra in je odsoten in tam vse propada in si predstavljaš eno stanovanje, tam, ki rabi eno moško roko. In iz tle ven, ne, to so čisto različna ozadja in potem je tudi reševanje takih situacij, usklajevanje čisto drugačno. Ne? Ampak z tega vidika izhajam iz psihologije osebne svobode in psihologije zunanjega nadzora. A lahko tukaj povemo, katera je boljša od druge, ali je v določenem obdobju življenja v ospredju ena, pa v drugem obdobju druga? Ja, zdaj boljše slabše mogoče ni najboljši vatelj za to zmeriti, ali kako bi rekel. Ampak dajmo reči tako, da bi vzpostavljeno razumevanje, kako se zadeva razvija. Ne? Jaz imam 6 mesecev staro hčerko in včeraj sem ji dajal za jest. Ne? In v enem trenutku je tiste zadeve zmanjkalo in sem se obrnil nazaj na štedilnik, da bi dodal porcijo. Ne? Je bilo treba še malo zmučkati, da niso preveliki koščki in tako naprej. Ne? In hčerka je vmes glasno protestirala. Skada, ona bi imela žličko za žličko. Ne? Ja, jaz sem tisto odmeril, pač kukar sem, ne? Očitno premalo, po njenem mnenju. In je protestirala. Ne? In zdaj jaz sem ne? In se hitro obrnil k njej. Potem, ne vem, pol ure kasneje, zajoče na tleh, žena pridejo, jo vzame v naročje, je rabila bližino, itd. Se pravi, že 6-mesečnega otroka ženejo ene notranje potrebe in uporabi vse reference, ki jih ima, glasovne, tolče z rokami, da pride da bi realiziral tisto, kar hoče. V mojem primeru, da dobi spet hrano. Ne? In zdaj, če to traja, bi rekel, veliko časa in traja, ker večina staršev skrbi za svoje otroke, otrok lahko počasi razvije prepričanje zunanjega nadzora v tem primeru, če jaz zajočem, če jaz začnem točiti po mizi, če se jaz obnašam, vržem na tla v trgovini, če ne vem, da gremo potem kasneje, postane ta vedenja bolj kompleksna in tudi bolj zanimiva, ne? Znajo ušpičiti, znajo zelo dobro naštudirati, kaj pali. Ne? Se lahko tudi zaciklajo v to, ne? In v enem trenutku v življenju potrebujejo doživeti uvid, bi rekel, razumeti, da v resnici ni tako. In da je ta starš, ko je pri 6 mesecih se odločil, da mu je vredno seveda nahraniti otroka. In zato sem jaz včeraj otroka hranil. Ne zato, ker so njene potrebe po lakoti padle. Zdaj govorim zelo teoretično, dobesedno. Ne? Jaz se odločim, da jo nahranim, žena se odloči, da jo vzame v naročje. Pri, ne vem, 3 leta staremu, ki se vrže v trgovini na tla, se mi odločimo, ali bomo z njim sodelovali, ga prijeli, ga nesli, ne vem kaj, in bo dosegel nekaj, kar hoče, ali ga bomo tam pustili. Recimo, ali se bomo tudi mi vrgli na tla. Ali se bomo mi vrgli na tla, to so tudi taki lahko simpatični eksperimenti, poizkusi, ki jih ponavadi ne delamo, kaj imamo to prepričanje, kaj bojo drugi rekli. Ne? Ampak bi lahko bilo čisto simpatična izkušnja za oba, ne? In to je tudi proces učenja. Takrat bi otrok videl, da tata, mama lahko naredijo, kar hočejo, lahko se tudi vržejo zraven in ne. Tako da bi rekel, da postopoma skozi življenje se učimo, ne, zavestno učimo, da je v resnici, ne, da smo osebno svobodni. Se pravi, da se mi vedemo zaradi tega, ker imamo neke potrebe zadaj, ker imamo neke predstave, kako bi te potrebe zadovoljili in zato izberemo določeno vedenje. Se pravi, vedno izberemo. Ne zato, ker nekdo od nas zahteva. Ne? Skrajni primer, ki Glaserjeni knjigi navaja, je ta, ne,
pištola ropari pridejo, pištola na sence tlele in ne, dej vse, kar imaš v denarnici. Ne. Tudi takrat se mi odločimo, ali bomo dali, ali ne bomo dali. Ali bomo z nekim, ker znamo samo obrambo, hitrim manevrom, nesposobili in upirli kontra pištole, poklicali policijo in nas spravili v zapor. Se pravi, vedno je tukaj odločitev. Ne? Ampak, če se vrneva k tvoji hčerkici, se pravi, iz povedanega bi lahko sklepala, da prehajamo iz teorije nadzora v življenju v teorijo svobode, se pravi, bolj kot razpucamo z določenimi zadevami, ki so se morda zgodile, rodile v otroštvu, bolj prehajamo v teorijo svobode? Ja. V zavedanju, ne? Zavestno, vedno bolj, tako bi recimo bila ena idealna rast paralela, ne? V življenju enega razvoja, ne? Da vidimo, da počasi skozi življenje spoznavamo, najprej smo zelo odvisni, ne? Ta 6-mesečni otrok je praktično na smrt in življenje odvisen od svojih staršev ali pač neke zunanje pomoči. Ne? Potem počasi se začne oblikovati ego, jaz, ne, in ta trma in ne, razvojno, zdaj, če gledamo najstništvo potem, ki je v bistvu hormonalno, ne, iz nekih naravnih, evolucijskih vidikov podkrepljeno na ta način, da se otrok ali kasneje mladostnik, ne, obrača stran od primarne družine in išče pri sovrstnikih neke nova spoznanja, rešitve. Ne. Se pravi, se zelo hoče sam, ne, se hoče osamosvojiti in tako. Pa potem bi rekel, zdaj, če govorim zase, tudi do enih let, tam po 30, ka malo bomo spremenili svet, ne. Ker ta ica malo popusti in začne človek v bistvu razvijati eno modrost, po moje, ne, da zbirati bitke, da ne more kar vse naenkrat, da je v bistvu relativno malo tako realno verjeti, da bo spremenil, ali ne. In potem do te starosti, ko jaz kar še enkrat rečem, ne, da je bila to ena taka moja želja, ne, da se samo usedem in da sem, ne, do te čuječe starosti, če vse dobro narediš v življenju, pogledaš nazaj in si zadovoljen in lahko bi rekel tako. A je zmaga to, da samo si? Namreč na spletni strani imaš napisano, dobro biti je naš največji uspeh. Ja, to sem si jaz zbral, ne, za slogan, jaz mislim tako. Več ljudi v splošni populaciji, po moje, če bi šli oceniti v zdajšnji kulturi, ne, v zgodovinskem trenutku, misli po moje, pri mojih letih se ukvarjajo bolj po moje s čem drugim, ne. Ker uspeh je tako, ne, uspeh bi lahko bil tak in tak avto, pol sem uspešen, toliko in toliko kil, mišic, pa sem uspešen, taka in taka firma, s toliko zaposlenimi. Ta percepcija spreminja skozi življenjska obdobja. Ja. Zdaj, če damo na prvo mesto uspeh v tem smislu, kakor sem jaz ta citat na spletni strani zasnoval, potem, jaz sem že v takih letih, da sem že tukaj, veš, uspeh je dobro biti. Ja. Potem mislimo na to, ne? To je tako, bi rekel, zelo tak nadreden cilj. Ne? In zdaj bi mohla mi dva iti, ne? Kaj pa rabimo za to, da smo dobro, ne? Se jaz tudi naživim v jami, ne? In spim na eni deski. Se pravi, tudi jaz rabim nek določen komfort. Rabim 50, 100, 150, a rabim 300 kvadratov. To pa je debata, ne? Ker zna biti, da veliko ljudi, bi rekel, ki so zelo motivirani, recimo materialno, ali ne vem, v tem smislu, ne, ker dojemajo uspeh kot recimo denar, kopičenje nekih materialnih sredstev ali pa jaht in tako naprej, ne, če govorimo zdaj o enem takem uspehu malo, ker se mi zdi, da ena potrošniška kultura poskuša lansirati, ne, če moraš imeti to, da si srečen, pa uno zobno ščetko, tako, ne. Ampak od nas je odvisno, koliko se temu podredimo, ne? Popolnoma, ne. Teorija izbire in ta osebna svoboda daje vedno odgovornost.
my responsibility is limitless. Ne? Se pravi, moja odgovornost nima mej. Ne? Jaz zbiram, do česa sem in na kakšen način odgovoren. Responsibility, ne? Odgovornost, se pravi, dajem odgovor. Razmere so take, okoliščine so kakršne koli že, ma moj odgovor na okoliščine, ali zdaj, če rečeva v tej situaciji, moj odgovor na tvoje vprašanje je lahko karkoli. To zelo spretno vidimo v politiki, ko novinarka nekaj sprašuje, pa je politični odgovor je o nečem drugem. Ne. Tudi jaz bi lahko tako odgovarjal in odgovarjam vedno na tvoje vprašanje tako, kot jaz mislim, da bi bilo vredno podati odgovor. Ima neko predstavo, kakšen odgovor bi služil po eni strani tebi, ma po drugi strani tudi publiki, ljudem, ki bojo to poslušali. Omenjaš besedo odgovornost. In to nas vodi. Ne? Mi neprestano presojamo, kakšne učinke naj bi imelo neko naše vedenje. Ne? Ampak zdaj si rekel, da ti je pomembno tudi, kako bo publika razumela tvoje odgovore. Se pravi, je to teorija nadzora, ker če bi želel govoriti iz sebe in bi pravzaprav ti ne bilo mar, kakšno sporočilo daš, ker je tvoja resnica takšna, kot je, bi govoril iz teorije svobode. Ja. To bi lahko prevedlo pol do enega takega patološko bi rekli avtizma, ne, ali pa velike egocentričnosti, osredotočenosti samo nase. Ne. Kaj ti misliš, da je jaz prav? Jaz mislim, da je tako prav, jaz bom zdaj povedal, jaz sem to prebral. Ne. Tudi ego igra to pomembno vlogo, ne? Ja. Osebno svobodno ne pomeni, da nimamo drugega v fokusu. Glaser v bistvu reče, mi vse potrebe, najbolj pomembne, zadovoljujemo v odnosih. Če nimamo mi drugega, je zelo težko biti srečen. Sam nekje na enem hribu, za neke, bi rekel, za ena stara leta zame, recimo, ne, ali pa za neke indijske jogije in tako, ki se postavijo to kot nek smisel in ultimativni cilj življenja, recimo, je to lahko rešitev. Ma za večino nas, mi rabimo druge, ne, da poskrbimo za stvari, da se imamo fajn, da smo skupaj veseli, srečni, da skupaj tudi smo žalostni lahko. In je to, koliko se jaz z drugim ukvarjam v smislu, da ga poznam, da ga sprašujem, da resno vzamem njegove informacije in tako, ali pa v tem primeru, da vseeno približno misliva malo tudi na publiko, ne? Ni nič slabega. Zunanji nadzor bi se ujel v trenutku, ko bi jaz rekel, zdaj bom pa jaz povedal te stvari na tak način in zdaj pol bomo videli v komentarjih spodaj, ne, da bo točno tak odziv. Ne. Se pravi, da bi želel biti všečen. Recimo, ne, ali pa ne všečen, ali pa recimo, ne vem, počgat nekaj, ne, zanetiti eno zdraho, recimo. Ne. In v tistem trenutku, ko grem v neko vedenje z ciljem, da bom recimo škodoval, tako, ne, da bo to vedenje imelo nek določen rezultat, ne, v tistem trenutku sem ujet v zunanji nadzor, večinokrat v življenju in takih izkušenj mava nešteto, se ne zgodi tisto, kar pričakujemo, ampak se zgodi malenkost drugačna ali pa zelo drugačna verzija. In v tem smislu je, recimo, odziv na najin današnji pogovor, kako ga bojo ljudje videli, dojeli, nemogoče napovedati. In ko vstopam v pogovor s tem zavedanjem, se lahko sprostim in sem avtentičen, kot si rekla, ne, govorim tisto, kar mislim. Go with the flow. Go with the flow. Probava biti tudi mi dva zdaj na nekem, v trenutku, ne, v tu in zdaj, oboje, ne, toko zdaj zelo popularno, ne, biti tu in zdaj, ne, kukor da se da biti kje drugje, ne, se ne da biti nikjer drugje. Mi dva lahko zdaj razmišljava o prihodnosti ali pa preteklosti in s tem jemljava v bistvu sok, energijo, trenutnemu trenutku. Ampak ta trenutek, v katerem sva, je neizbežen.
Mi dva sva v njemu in je avtentičen, neponovljiv, nikoli več v tem vesolju se ne bo zgodil ta trenutek in takoj v naslednjem trenutku je že drugi trenutek. In za to dobrobit mi skrbimo neprestano, ne? Ni to, zdaj bom si dal en cilj in pol bom, ko prijem do tega cilja, bom dobro, ne? Skrb za dobrobit je v bistvu flow, je proces, je pot, ne? Ni cilj. To je pomembno. In midva zdaj v tem pogovoru skušava slediti temu, ne? Biti tudi noter v trenutku in ne preveč gledati v liste in se spraševati, kako bo in kako ne bo in kako je bil prejšnji, recimo, podcast, ne? V tem trenutku je to v bistvu... Ampak to je neke vrste že umetnost, o tem bova še govorila v nadaljevanju, se pravi dobro biti. Življenja ne le živimo, ampak ga ustvarjamo. Tudi to je ena od misli, ki jo imaš na spletni strani. In zato, da življenje ustvarjamo, sprejemamo odločitve, spreminjamo navade, danes naredimo morda nekaj drugače, kot smo včeraj, če želimo napredek. Ima smisel, zakaj tako težko sprejemamo odločitve, spreminjamo navade, se motiviramo in samo motiviramo. Zdaj, to je bilo več vprašanj, ne? Če začneva čisto na začetku, vprašanje o ustvarjanju življenja. Zdaj sva nekaj že povedala o temu. Nedolgo nazaj smo imeli na Inštitutu za realitetno terapijo eno debato in sem jaz rekel, da v bistvu bi zdaj, spletna stran je nastajala 6-7 let nazaj, ne? Da zdaj bi rekel, da soustvarjamo. Sem se malo popravil. Ne? Okay. Recimo, ko si imela tlele kolega logoterapeuta in je govoril o izkušnji Viktorja Frankla, ne? Ki je imel eno zelo lepo življenje, vse na svojem mestu postavljeno, tako dobro je znal poskrbeti zase in tudi za svojo družino, saj zdi se tako, kar imamo verov, bi rekel, ne. In potem pride druga svetovna vojna, ne. Življenje je prineslo drugo svetovno vojno, ne. In življenje prinese v našo realnost, našo realiteto, smrti, izziv, nesreče, take in drugačne preobrate, nepričakovane, ne. In tako da lahko rečemo, da smo v nekem sodelovanju, ne. Ampak zelo pomembno je, in to na spletni strani hoče ta stavek oziroma poved reči, ne, je, da smo usmerjeni v to, kaj v tistem, kar življenje prinese, lahko mi popravimo, soustvarimo, bi rekel, kako pa vendarle lahko poskrbimo zase, ne. In Viktor Frankl je znal za razliko od cele družine, ki je umrla v tisti situaciji, poskrbeti zase na tak način, da je preživel. Tudi za nekim neprestanim ohranjanjem smisla in neke iskre, neke volje po smislu, po življenju, recimo, ne. In v realitetni terapiji bi rekli približno enako, ne. Ta iskra, ta motivacija, osnovna motivacija za življenje, za preživetje v najožjem smislu, zdaj, če govorimo, za zadovoljitev bioloških potreb, ne, je v nas, je že evolucijsko ugrajena, ne. In najmanj to naredimo. Najmanj to je smiselno narediti, kako bi rekel, ne. Potem pa pridejo še vse ostale potrebe. Potreba po zabavi, po temu, da se imamo radi, po bližini, ne. Potreba po moči, po kompetencah, po temu, da imam neko kariero, recimo, ne. Potreba po svobodi, da sem lahko tako sem, da sem avtentičen, da si vzamem lahko prostor za počitek in to ne delam nič, ne, da samo sem, kar smo rekli prej. To so te skupine potreb, ki jih tudi Glasser v teoriji izbire definira nekako, ne. In ki, on pravi, ne, so genetske. Že pri majhnem otroku vidimo, da je malo bolj trmast in bolj bi po svoje, ima močnejšo genetsko predispozicijo za razvijati torej, potrebo pomoči. Drugi je pa rajše, bi rekel, se podredi, pa za bližino vse naredi, ne? In ima bolj, recimo, potem razvito potrebo, zadovoljanje potrebe po bližini, povezanosti, ljubezni, ne?
Zdaj, na kakšne načine bomo to razvijali, pri temu smo pa svobodni. Kako bomo zadovoljili potrebe. In o temu govorimo na terapijah. Ja, ampak težko marsikdo sprejme odločitev. Težko marsikdo vztraja, da ne vem, se odločim, bom prenehal kaditi in res preneha. Od česa je to odvisno? Koliko močni smo pri realizaciji želja, če rečem takole, pri realizaciji konec koncev svojega življenja? Ja, od njega je odvisno, ne, ali bo nehal kaditi ali ne. To je Ja. fajn, da spozna. Ne, Ampak zakaj nekdo zmore, nekdo ne? Pa zelo kompleksno vprašanje in to bi lahko bilo vprašanje tudi za nekoga, ki pride na terapijo in reče, ne morem nehati kaditi. Najprej preveriti, odkje je to njegovo prepričanje, ne, da ne more, da ne zmore, da je to preveč za njega. Ne. Ker se kakšenkrat pohecam, če bi ptiči mislili, da ne zmorejo zleteti, bi pohilni v gnezdu. Ne. In kakšno prepričanje je? Prepričanje, da ne zmorem nehati kaditi zaradi tega, ker ne vem, kaj sem jaz preslab, ali so okoliščine take, ali, veš, to je prepričanje zunanjega nadzora. Ne. Ni v moji moči, ampak je, ne vem, recimo, ali nek zunanji faktor, ne vem, vsi okrog mene kadijo in v takih okoliščinah ne morem nehati kaditi. To bi bil en tip vzročnosti. Ne. Lahko bi bila vzročnost, ker sta moja dva starša v moji rani dobi kadila in sem jaz to skozi gledal, se je to v bistvu tako zažrlo v mene, da ne morem danes nehati kaditi. Ne. To je bil tudi en tip vzročnosti. Ne. Ker sem pač tak, kot sem, ker me je Bog takega naredil, ne, to je bila tudi ena deistična taka vzročnost. Ker ima ta cigaret toliko nikotina in je tle noter en center, ki je tako blazno pri meni toliko povečan in toliko navajen na ta nikotin, da ne, to bi bila tudi ena razlaga. Zdaj sem razložil 4 vzročnosti, kako recimo je možno to razlagati. Realitetna terapija in teorija izbire pa razlaga stvari iz namenske vzročnosti. Se pravi, ti kadiš z nekim namenom, mogoče neozaveščenim, ampak vsekakor ima nek namen, če ne bi 100 evrov ali pa več na mesec zapravil za to, ne vem, von širil, smrad, škodu zdravju in tako naprej. Sigurno nek razlog, nek namen je. In v trenutku, ko se mi namensko odločamo za kaditi, se lahko namensko odločimo tudi, da ne bomo več kadili. Samo ta namen mora biti, ta bi rekel, odločitev mora dozoreti. In zakaj je eni, recimo, težka bolezen, ne, je izjemen motivator, čeprav je grd, ne, tak težek, ne, ampak ljudem odkrijejo neke, ne vem, če gremo zelo radikalno, neke metastaze, in so nekaterih ne spametuje nič, nekateri so pripravljeni spremeniti, mi rekel, skrb za svoje zdravje, življenje, odnose, vse popraviti. Ampak to je neka zunanja okoliščina. Ne? Bolezen? Mislim, ja, vse se zgodi v nas, ampak ne glede na to si te nekaj prisili. Kako se odločiti, ne? Tle, veš, Mislim, težko je, zakaj, odkje dobiti, napeljujem te k temu, da bi pravzaprav prišla do tiste notranje motivacije, ki jo človek ima ali nima, ali je mogoče, da jo danes nima, pa jo bo jutri imel. A veš, otrok se danes ne uči, pa imaš upanje, da bo jutri pogledal, da je to zanj dobro. Ja. Ne? Upanje zadnje umre. Ja, ne, se pravi, kako... Posebno mamino. Ne? Se pravi, kako priti do te samomotivacije? Primerov je vsak dan nešteto. Ne? Tudi to, da bi, ne vem, si privoščil košček sladkega, pa veš, da ti škodi, je mogoče ena taka, bom rekla, konkretna zadeva. Ampak kako do te odločitve notranje, iskrene, preproste, vem, da ni preprosta, pa
Pa vendar, kakšen je tvoj nasvet? Zdaj, če bi z eno besedo rekel, bi najražje rekel z razumevanjem. Spremembo razumevanja sebe, sveta, moje vloge v procesu teh sprememb, bi rekel, opuščanja nekih slabih, škodljivih navad, kar si vprašala. Ja, ne? In ja. to razumevanje se tekom terapije spreminja. Ne? In ker v določenem trenutku dozori razumevanje, da je to mogoče narediti in klient, stranka spremeni prepričanje, da ne more nehati kaditi, preneha kaditi. In to reorganizacijo vedenja, rečemo strokovno, tudi spelje. V življenju pokaže, da je dojel. Ker notranja motivacija, to sem si zapisal, ne? Ne obstaja druga motivacija kot notranja, ne? Iz vidika teorije izbire in realitetne terapije. Ne? Obstajajo zunanji motivatorji, ki jih lahko prepoznamo kot smiselne, da aktiviramo notranjo motivacijo. Ne? Nastop bolezni lahko prepoznamo kot dovolj velik motiv, da prenehamo kaditi, recimo. Ne? Lahko ga pa ne prepoznamo in tisti potem ne nehajo kaditi. In samo še to, ne? Tako kot je motivacija lahko samo notranja, smo v resnici mi, zdaj govorim z vidika teorije izbire in realitetne terapije, tudi ves čas notranje svobodni. Mi se samo zavedamo ne tega. Mi mislimo, da smo ujetniki zunanjih okoliščin, preteklosti, nekih prirojenih hib, ne, dostikrat slišimo, ja, tak je moj karakter, kaj, ne. Ja, vedno vprašanje potencial, ljudje imajo različen vstopni potencial. Velikokrat se da narediti, ali pa bom rekel, v veliki večini izkoriščamo svoje potenciale relativno malo. Ne. In zdaj bi rekel, poplava teh coachingov in dela na sebi in tega, se mi di dobra z tega vidika, ne? Tudi psihoterapija postala nekaj, kar je relativno sprejemljivo. Večina mojih strank ne prihaja s psihopatologijami, niso obravnavani pri psihiatru, ampak prihajajo zato, da izboljšajo, ne, življenje, partnerski odnos, ne vem, učinkovitost in tako naprej. Kar pomeni, da smo se počasi začeli tega zavedati in da bi tudi lahko rečemo kot družba, človeštvo, vsaj v tem razvitem delu sveta, začeli malo rasti, malo bolj razvijati svoje potenciale, tudi postajati bolj zavestni in se manj prepuščati temu, ne, ko rečemo, tak je moj karakter, tako so že generacije v naši familiji delale in zdaj jaz pač ne morem ven iz tega. Ne. Saj je res težko. Ne, kakšenkrat. Se vračam k samomotivaciji. Ampak kako otroku privzgojiti to samomotivacijo? Motivacijo, ki verjetno ostaja potem za celo življenje, ne vem, sprašujem. Ali se s tem, je to isto kot notranja moč? Se pravi, se s tem že delno tudi rodimo? Tudi delno, ja. Notranja. Ti vrnem vprašanje. Ali večina staršev vzgaja svoje otroke s prepričanjem, da so otroci notranje motivirani in da je bolj ali manj za jih pustiti, raziskovati in ugotavljati, kaj bodo v tem življenju počeli, ali več staršev misli, da more te otroke v bistvu nekam prepeljati? Jaz mislim, da to drugo. Ja, jaz tudi mislim. Ne? Zdaj nekatere recimo reformatorske pedagogike, Montessori, Waldorska, dajo precej poudarka na svobodo. Ja, so te iste paradigme, ne, osebne svobode izhajajo. Ne? To je paradigma, bi rekel, osebna svoboda, zunanji nadzor. Ne? In zdaj bolj ali manj, kje smo bolj ali manj, ne? Sej ves čas v tej osebni svobodi, ne, tako bi rekel, zveni kar malo gurujevsko, zenovsko, tako, ne, biti ves čas, se mi zdi, da je en del procesa tudi to, da začnemo pri sebi sprejemati, da kakšenkrat smo pač v zunanjem nadzoru, ne. Zdaj govorim zase tudi, ne. In da mi nekaj gre na živce, ne, samo pol mi gre na živce, ne vem, pol ure, ne.
Ne pa več en dan, 2 dni, ali pa 14 dni, ali pa, kar me sprašuješ tudi, ne, leta in leta. In samo ta komentar sem hotel še, ko govorimo o večini bolezni sodobnega sveta, bi jaz rekel, da jih soustvarjamo, tudi te. A veš? Ker zdaj pustimo, vedno je 1% depresije je endogeni, rečejo, pač je zaradi nekih nevroloških težav. Obstajajo raki, ki jih ne znamo pojasniti, kako butnejo prenmu, ker rečemo, kje je tak človek, tako fajn je živo in tako. Ne bom rekel za vse, ampak si predstavljam, da nisem preveč tendenciozen, če rečem za 90% sodobnih bolezni, takih in drugačnih, tudi alergij, rako in tako naprej, jih soustvarjamo z načinom bivanja vsak dan. Ne? Z našo psihosomatiko, ne? Ja, in zdaj prihajajo, recimo, jaz sem se kar hitro v moji karieri, poti terapevtski srečal tudi za ljudmi, ki so prišli z rakom. In so mi rekli, ne, eno je zdaj to odrezati, ampak zdaj moram jaz nekaj spremeniti. In mene me to teži in se mi zdi, da to dvoje nekako soupada. Ne? To je ta koncept psihosomatike. Psihosomatika je zelo pogost razlog za prihod na psihoterapevtsko srečanje, po moji izkušnji. Ne? In se tudi ljudje precej zavedajo, da je to en vidik, tudi zdravniki se mi zdi, da so postali senzibilni, znajo povedati, tle je dobro, da greste še kakšnemu psihoterapeutu ali pa to sami premislite na nek način. In tlele spet, ne, tako se mi zdi, da smo v pravem trendu. No. Ampak če se vrneva k dednosti notranje moči in samo motivacije, ja. To je nekaj, kar otroka naučimo ali kar prinese na svet? On je ves čas samo motiviran. Okay. Ne? Težava je spet v temu, da večina staršev, kakor si tudi sama rekla, izhaja iz tega, da bi radi otroka nekam pripeljali in da imajo zelo jasne ideje, kaj je za otroka dobro in kaj ne. Ne? Že zelo zgodaj, ne vem, od joka naprej. Ne? Ta debata, recimo, ne, ali učiti dojenčka, ki joče, da vsakič malo podaljšamo čas, ko joče, ali lahko on natrenira to, da potem ne bo več jokov, ne, da bo razvil neko rezistenco. Ne. To je pač vprašanje zdaj razumevanja, je on tega sposoben ali ni sposoben. Ne. Predvsem, ali je starš sposoben ali nesposoben? Tudi, ne, ampak jaz bi rekel, da pri tako majhnih otrocih itak ni sposoben. Sposoben je pa kasneje dojeti tega, ne, če je samo motiviran za to, da se igra, ga pustimo igrati. Ne. Zdaj, težava nastopi, ali pa prekinjeni so ta igra je lahko velikokrat prekinjena tudi s tem, ko starš misli, da je pa že pol ure in da se mora nehati igrati z enimi kockami ali pa da se jim nekam mudi in se mora nehati. Ampak dajmo reči, da mu pustimo, da imamo čas, da pustimo otroku in ga samo opazujemo, kaj počne. Zakaj je samo motiviran? Spoznavamo, ker mi ne vemo. Lahko je moja hči, moj oče je gradbenik, recimo. Mene zanima gradbeništvo toliko, kolikor rabim zdaj za pri lastni izkušnji gradne hišne in tako. Ne? Se pravi, da otroci imajo lahko ene zelo drugačne poti, kot starši mislijo, da so za njih dobre ali pa ko si starši predstavljajo. In tam po moje pride do tega v bistvu poseganja v to motivacijo pretiranega in potem do oblikovanja takih in drugačnih travm. Nekaj ste o pomenu tega zgodnjega otroštva z telesno psihoterapevtko, z Urško govorili. Tle smo po moje večina psihoterapevtskih modalitet podobno razmišlja. Ne? Preteklost je zelo pomembna za to, kako trenutno funkcioniramo, zato je zelo dobro ali skoraj nujno nekako razumeti, ne? S kakšnimi vzorci prihajamo sem zdaj v ta trenutek, ampak nas pa ne definira. Ne?
otrok, ki ni uspel recimo razviti te notranje moči, ne, Okay. ki je bil večkrat porezan strani staršev, jo lahko pri 30-ih, ko prije v eno službo in ima priložnost napredovati in ga je strah, pride k terapeutu, k coachu, kakorkoli, in reče, jaz bi se rad tega naučil. Ne. In moje izhodišče teorije izbire, tudi drugih modalitet, večine zdaj sodobnih je, da to lahko naredi. Se pravi, nikoli ni prepozno, vedno se lahko vzamemo v roke, kot te razumem. Ja. In če si zdaj omenil službo, velikokrat slišim res ogromno ljudi, ki so nezadovoljni v službi, pa vendar ne naredijo koraka v stran, naprej. Se pravi, a v resnici zelo težko stopimo v neznano, morda v tem primeru? Je tu spet neka motivacija, je tu ponovno naš način razumevanja dobro biti na površju? Ja. Mi ves čas ta dobrobit, ne, mi v bistvu presojamo, kaj bi lahko določena poteza, določena izbira, odločitev prinesla za nas. In na podlagi tega se odločamo. In če nekdo, recimo, ne, ki je sicer nezadovoljen v službi, ne vem, kako bi rekel, je frustracija velika 20 enot, dajmo reči, od 100, ne. Ampak si misli, ja, lej, zdaj lahko gremo v uno službo, a tle bi bili odnosi lahko slabi, tam bo plača. Ne vem, če jaz ne bi tam mogoče še bolj frustriral, ko zdaj tle, potem ostaja v tej službi. Ne? Ampak nezadovoljen. Za 20 enot. Ne? Okay. Za 20 enot. Ne? Ko je ta frustracija? Frustracija je iz terapevtskega vidika dobra, ne? Je gonilo v bistvu sprememb. Tako kot v evolucijski teoriji, ne rečemo, zaradi tega, ker je prišlo do težkih trenutkov, so se je bolj enostavno življenje je mutiralo in razvilo bolj dovršene oblike, ne, funkcioniranja do človeka na koncu, tako ta teorija pravi. Ne. Tako je tudi pri nas. Ne. Frustracije nas nekako silijo k premisleku in večanju učinkovitosti in tako. Ne. Je pa od vsakega posameznika odvisno, kako si naslika, ne, da bi lahko neka odločitev, recimo sprememba službe, kaj bi lahko za njega prinesla. Ne. In iz vidika spet te osebne svobode, teorije izbire, ki uči tudi to, da tudi prihodnost ni 100% v naših rokah, ne, ampak je samo sedanjost, ne, bi rekel še to. Ne. Mi se lahko odločimo na podlagi nekih takih in drugačnih, lahko tudi zelo predpisanih formalnih SWOT analiz, recimo, ne, v podjetništvu se dela SWOT analize, se pravi nek sistematiziran način, kako bomo prišli do plusov, minusov, nekih številk, nekih kvantificirali, a se nam premik, ena sprememba splača ali ne. Mi lahko vse to naredimo. Tudi psihoterapija služi temu, da pogledamo z vseh zornih kotov na posamezno situacijo. Ampak a bomo v resnici zamenjali službo v tem primeru? In kaj nam bo tista služba prinesla, bomo videli šele, ko bomo v tisti službi. In ne 2 dni ali pa 14 dni, ampak vsaj 1 leto, rečem jaz. To je tudi odgovor za one, ki pridejo v partnerskih dvomih. Ne vem, če je ta pravi zame ta. Ne? Kako bi lahko to vedel, ne? Pa jaz malo se pohecam in rečem, ja, probaš, ne? 1 leto, 2 leti, 5 let. V bistvu ta pravi je, če zdrži do konca življenja, ali kako, ne? Kaj pa tisti, ki so v precepu, ali ostati ali iti? Veliko je takih partnerskih primerov, ko narediš kompromis in ostaneš. Morda zaradi otrok, morda zaradi strehe nad glavo, morda zaradi, teh morda je verjetno veliko. Se pravi? Vedno zaradi sebe, ne? Vedno zaradi tega, ker tebi pomeni, da ne, in gojiš predstavo, da če ti narediš to potezo, bo za tvoje otroke, ki jih imaš pogosto, ne, ponavadi najraje na svetu, to slabo. Ne. Se pravi, odločitev je tudi, če ostaneš, ne? Ja, seveda, ja.
To je tudi zanimiv fenomen, neodločanje. Ne? Ta obrambni mehanizmi dostikrat delujejo tako, da se ne odločimo. Ne? Da to je povezano s tem, nimam notranje motivacije, poguma, moči, si rekla prej, ne? Da bi delal spremembe in potem ostajam nekje na mestu. Ampak življenje gre naprej. In življenje nas na nek način, tle smo pri soustvarjanju zopet, ne? Življenje nas v enem določenem trenutku opozori, lahko z boleznjo, lahko z nesrečami, lahko se zgodijo. V bistvu toliko čakamo v tej notranji stiski, da smo že vsi zakrčeni. Ne? Evo, recimo, to je tudi konkretno stranko v mislih. Ne? Toliko časa čakam, toliko se zakrčim, da me kronično boli ramenski obroč, da v bistvu imam da me bolečina prisili, da rečem, ne, malo se bom zdaj odprla, naredila korake naprej. V bistvu odprla življenju, ne? Ja. Ker če ne delamo korakov naprej, ne, če stojimo na poti, potem se nabira nekaj, ne. In tistega je vedno več. A je smiselno, da se pri tem vprašamo, oziroma na nek način rečemo, da je naš cilj potem dobro biti, da smo jutri boljše kot danes? Vedno se vračam k tej tvoji besedni zvezi, ki jo imaš na spletni strani. Se pravi, v odnosu nekaj ne štima, v službi nekaj ne štima, ne vem, v prijateljstvu nekaj ne štima. Kaj je odgovor, da delamo prav ali narobe? Da smo bolj pomirjeni s svojo odločitvijo? Ja. Se čuti to, ne? Mi, ko delamo nekaj, kar je usklajeno z našimi potrebami, ne? Ko jih imamo skladno zadovoljene, se dobro počutimo. Ko sprejmemo neko odločitev, to stranke povejo. Meni je se odvalil kamen od srca, čutim, kot da bi imela več energije, ali pa zakaj nisem to naredil že prej, rečejo kakšni potem, ne? Tako da mi vemo, ne, ta sistem naš, ne, fizični, čustveni, energijski, intelektualno, mentalni, ne, nam vedno pove, ali smo na pravi poti ali ne. Vprašanje je, koliko smo s tem v stiku, ne. Zato je zopet ta stik, tu in zdaj, ne. Si me vprašala, da je jutri boljše kot danes. Ja, če to dokaz za to, da delamo korak naprej. Pogosto je že v istem trenutku boljše. A veš, jaz recimo, depresiranje, ne, ali depresija, mi rečemo v teoriji izbire se večkrat da ta glagolska oblika, da razumemo, da se je to enkrat začelo kot eno vedenje in da je potem raslo v nekaj, kar psihiater lahko klinično opredeli kot, ne, depresijo, recimo diagnozo. Depresiranje, ne. Depresiranje se zaključi v trenutku, ko jaz vstanem in grem ven in grem teč, ne morem hkrati teč in depresirati. Nekaj si me vprašala. In zdaj, kakšno je počutje po teku? Ja, tudi najverjetneje, najpogosteje boljše kot prej. Se predihamo, spustimo kisik, prano, bi rekli, na vzhodu, v svoje telo, ne. Razgibamo, srce začne biti, ne, nas malo poživi. Ampak se odpraviti, ne? Ne? In se pravi, mi že kmalu potem, ko se odločimo in izberemo eno novo vedenje, to novo vedenje ponavadi prinese rezultate. Če sva midva zdaj v sporu in jaz pridem in rečem, Martina, oprosti, in te lahko objamem, zakopamo to sekiro, ne, spora. V tistem trenutku čutimo, da se sprosti energija, da nam je lažje, da nas je ta spor v bistvu, ne, na nekih nivojih dušil. Ne. Ni treba niti čakati na jutri. Ne. Seveda bo pogosto jutri, pojutrišnjem tudi boljše, čeprav prijo polnovi izzivi. Ne. Tako da... Se pravi, izbrati novo vedenje. Zato, da bo jutri drugače. To ima smisel. Čisto teoretsko, zdaj je mogoče malo težko si predstavljati, to je nadaljevalni po nekaj urah. Nisva več na prvi terapiji, sva že preskočila nekaj. Probamo narediti en hiter pregled.
Ampak tako, ne, v teoriji smo mi vedenje, ne. Nič kaj dosti drugega. Ja. Moje vedenje v tem trenutku ima 4 komponente, nekaj razmišljam, neko aktivnost, govorim, maham z rokami tlele. Se presedem vsake toliko, da malo razbremenim hrbet in tako, ne. Diham absolutno tudi ves čas, ne. Telo je vključeno v to, fiziologija, ne. Čutim, temperatura je prijetna, vse te mehanizmi delujejo, spravi. In tudi čustvujem, ne. Glede na kako zaznam vprašanje, izberem odgovor. Jaz se vedem, skratka. In zdaj, ko bova to končala, bom vstal in se bom zopet vedel in bom šel skozi vrata in potem se bom odpeljal domov in potem se bom vedel na kosilu z ženo in potem se bom vedel, ne? Ves čas se vedemo od rojstva do smrti. Glaser in Leon Loik, ki je realitetno terapijo prinesel v Slovenijo in Evropo, on je, mislim, da je rekel tako nekako, ne? Ko umremo, se nehamo vest, ne? Takrat od tam naprej se v realitetni terapiji ne ukvarjamo več. Od tam naprej so pol duhovne tematike, ne? Ampak, ja, ves čas se vedemo. In to vedenje, kolikorkoli smo omejeni, ne, z potrebami, genetiko, okoliščinami, ne, tudi kakšno vojno, ko vsake toliko pride, boh ne dej, ne, ampak konflikti, slabo voljo drugih ljudi, ki so v bližini nas, imamo to možnost, da nekako zberemo, ne, kako pa znotraj tega mojega sistema telesa, čustvenega telesa, uma, ne, in energijskega telesa, če rečem tako, ne. Kaj bo v mojem jajčku? Imamo to možnost, mogoče pa nimamo energije. Kaj pa takrat? In zdaj, kako zdaj to energijo dobiti, ne? Veš, ne. Zdaj, v osnovi naše fizično in energijsko telo se hranijo iz hrane, ne? Če bomo jedli zdravo, tako visoko energijsko, hitro prebavljivo hrano, bomo imeli več energije, recimo, ne. Tudi telo se ne bi obnavljalo, če ne bi jedli, a ne. Ne bi niti zraslo iz tiste štručke zdaj v 2 velika človeka, ne. Ampak energija bolj mislim v smislu, da se človek da v usodo. Tako pač je. Ja, to je psihologija zunanjega nadzora, ne. Aha. Tako pač je, jaz pri temu nič ne morem narediti, ne. In potem si orehova lupinica na vodi, veš, ki jo spustiš tako in jo valovi premetavajo in nekje enkrat pride v morje, ali pa nasede na brežini, ne. Dokler si pa v tisti reki, v tistem potoku, ne, v čovnu noter ti in imaš možnost veslati, ne, se ohranjati nekje, izbirati bolj mirne vode, ne veslati kontra, ne, če damo to prispodobo, ampak iti s tokom, popravljati samo, ne, tako. To se mi zdi lepa prispodoba, ne, vendar le pazi, da se ne zaletimo, ne, v breg ali pa v kakšno skalo, kaj je na sredini. Do takrat pa smo osebno svobodni, ima smisel, ne, veš. Je tudi ta prispodoba, življenje je ena igra, ne. Pa imaš občutek, da ga jemljemo preresno? Ja, imam občutek, tudi jaz kakšenkrat jemljem preresno. Mi smo naučeni, da ga jemljemo resno, še enkrat, če gremo, ne. Tudi ti svoje otroke, po moje, učiš resnosti, ne vem, šola je resna stvar, ne, recimo, veš, to so nam vsem, ne, ocene, pazi, meni so predstavili ocene tako kot zelo pomembne in sem mi tudi dajal velik pomen, v osnovni šoli bolj kot v srednji. Na faksu tudi, ampak vedno manj sem se ukvarjal z ocenami in več se mi zdi z znanjem, bolj sem bil zavesten, da lahko kakšen predmet, če mi ni tako všeč, tudi pišem malo slabše. Tako, ne, ta prehajanje, bi rekel, od tega, kar nam drugi posredujejo v lastno raziskovanje, ne, v prihajanje v stik z lastno resnico in oblikovanjem naše poti. Ampak Daniel, kako pa potem takem otroku
privzgojiti odgovornost, če mu ne predstaviš, da spet ne na preresen način, ampak da je to, da hodi v šolo danes temelj za to, kje bo on jutri. Konec koncev, po drugi strani, če nadaljujem, z odgovori, z dejanji, z obnašanjem danes ustvarjamo naš jutri. Velikokrat rečemo, na osnovi vseh naših dosedanjih, bom rekla, življenjskih izzivov, načina življenja, smo danes tu, kjer smo. Se pravi, če se vrneva k otroku, kako mu privzgojiti neke vrste odgovornosti in pri tem ne paziti, da ne jemlje življenja preodgovorno? Imamo ta privilegij, da smo dovolj časa govorili o tem, da se lahko vrnemo nazaj. Ne? Ali je možno, ti vrnem vprašanje, biti neodgovoren? Iz te definicije, ki sem jo prej podal, ne? Da je responsibility v bistvu sposobnost dajati odgovor. Zdaj, vedno ne damo nek odgovor. Ja. Okay. Jaz mislim, da lahko si tudi neodgovoren. Midva sva danes bila dogovorjena za podcast in ti ne bi prišel. Ja. To je neodgovorno. Ja. Tako bom rekel v splošnem, v kulturi, v današnji družbi uporabljamo ta pojem. Ne? Zdaj, jaz ga razumem malo drugače iz tega vidika, zdaj teoretskega in za voljo realitetne terapije, bi rekel, ne? Ves čas smo odgovorni za to, da skrbimo za svoje potrebe. Ne? In jaz si ne predstavljam, kaj bi se moralo zgoditi. Recimo, če bi se nekomu od mojih najbližjih nekaj zgodilo, bi absolutno jaz ne prišel, ne? Bi dal prednost tistemu, bi izbral, bi bil odgovoren na drugačen način. Ne? Bi izbral odgovornost do, ne vem, recimo, ne, tamale, ne, in bi poklical, ne, in vem, kaj misliš, ne, to skrb, ne, da ne bi nekdo čisto zalutal v ene osebne... Ja, in otrok ne ve. Ne? Otrok bi lahko vsak dan zamudil v pouk. Ne, odgovorno je, da pride točno recimo, in spoštljivo do učiteljic, če rečeva takole. Ja. In to otroke učimo in večina se jih tudi še vedno drži, eni se tudi ne. Jaz sem nekaj časa v gimnaziji treniral to, koliko je sistem, koliko bo pustil, da zamudim, predvsem po malcah, recimo sem rad pojedel v miru. Se pravi testiranje. Sem bil odgovoren do svoje prehrane, ne, bolj kot do urnika, in ker nisem hotel tam na hitro pojesti. In zdaj to bi lahko učiteljica tudi zaznala kot neodgovorno, kot nespoštovanje. Ne. In potem na eni točki sem bil klican k pomočniku ravnatelja, mislim, da. In je rekel, zdaj se bomo pa pomožko zmenili, ne. Ne boš več zamujal do mature, v 4. letniku je bilo to. In je vse okej. Če boš še enkrat, se ni bilo dolgo, 1 mesec, ne. Če še enkrat zamudiš, ti damo pred izključitev, ne kaj. In mi dva sva dala si roko in od takrat jaz nisem več zamudil, ne. Se pravi, so ti bile postavljene meje. Ker sem se odločil, ampak lahko bi rekel, dejno. Od česa je pa odvisno, ali bi ti rekel, dejno, ali si to spoštoval? Ja, zdaj, ves čas me sprašuješ o temu, ne, kaj je določeno, nature or nurture, ne, se pravi, a smo genetika, vzgoja, bi rekel to, naša svoboda, ne. Ne vemo natančno, ne. Bi si skoraj upal reči, da zdaj bo to malo na vso podlago, ki sva jo imela prej, slišati paradoksalno mogoče, ampak vseeno, ne, glede na nevrološke raziskave, ki jih imamo in tako bi rekel, da smo manj svobodni, imamo manj svobodne volje, kot si v resnici velikokrat domišljamo. Tako da
ta naša življenjska izkušnja, vsa zgodovina, primarna vzgoja, teh prvih 6 let, genetika, ki smo jo prejeli od staršev, epigenetika, koliko, ne, zdaj eni pravijo 3 generacij, pol so z miši so delili preizkuse, so zaznali 6 generacij, določene stvari celo 12 generacij. Se pravi, ko se vse to prelije, bi rekel, v nas, ne, in dodamo temu še vse te socialne interakcije, ki smo jih imeli do tega trenutka, ne, je zdaj za nekoga, ki je odraščal v kofetarski družini in vsak dan pije kavo in tako naprej, je zelo majhna možnost, da če mu boš ti ponudila čaj in kavo, bo rekel, zdaj bi pa čaj spil, ne. Ponavadi se bo odločil za kavo. In zdaj je on svoboden ali ne pri temu, mogoče kakšen nevrolog bi uspel dokazati, da v bistvu je toliko prežet s to kavo, da ne pride v poštev. Teorija izbire pravi, da on v trenutku, ko mu kava začne delati težave in to prepozna, razvije neko motivacijo za to, da to lahko spremeni. Ni ujetnih preteklosti, niti ne genetike, niti ne epigenetike in ostalih stvari. Če nadaljujem, a to pomeni, da se ima dovolj rad? Da se ima sploh rad, da bo znal reči tej kavi ne, zato ker ve, da je preveč in da mu škodi? Ima smisel tukaj postavljati vprašanje, koliko se v resnici imamo radi? Zanimivo je vprašanje. No, mogoče ja, kaj jaz vem. Ja, se mi zdi, da ja, ne. Koliko, mogoče je to, ne, en izziv tudi za ljudi, ta zgodba o majhnem slončku, ki je bil zvezan, poznaš to? Ne. Zelo majhen je bil in tam so v cirkusu zabili en klin in eno ketno, tako drobno ketenco, bi rekel, okrog noge in tam je bil. In on, ki je bil majhen, je probal, ne, parkrat zbežati in ni mogel, ni utrgal ketence, ne. In čez 10 let je bil tam partonski slon, ne, na isti ketenci, onem količku, ker ni več poskušal, ne. Ma bi lahko nesel vse skupaj, ne, in ušel. Tako se mi zdi, da mogoče nismo dovolj pogumni ali pa nimamo te sposobnosti, ne, da bi si rekli, ne, sej tu, če je bilo v preteklosti težko in slabo in ne, v tem trenutku lahko si zgradim v mislih eno predstavo, da bi bilo vredno živeti na določen način, se imam toliko rad, verjamem toliko vase, ne, da lahko kljub tej težki preteklosti se odločim, da od tle naprej se ne bom več, ne vem, ne, recimo. Fajn mi je to, ko govoriš, da je stvar. Šel v neke odvisnosti ali pa se krehal v odnosih ali pa... No, to sem hotela reči, fajn mi je to, ker praviš, da vedno se lahko odločimo, vedno lahko spremenimo, vedno je, ne, teorija izbire na voljo. Ne, to se dobro sliši, nikoli ni prepozno. Vse, ne? Ja. Ampak je potrebno dobiti še tisto, ne? Tudi, da smo notranje svobodni, se dobro sliši. To je za ljudi, kako se reče, angleško life changing, ne? To je v bistvu glavni preskok, ki naj bi se zgodil v terapevtskem procesu. Pa je mogoče smiselno, da si postavimo neke mejnike, ok, ta hip se ne morem odločiti, bom počakala do novega leta, zdaj se zmišljam, neke mejnike, a je to rojstni dan, a je to poletje, a je to novo leto, do takrat moram za začetek vsaj sprejeti odločitev. Nam to pomaga pri uvajanju nekih novih navad, da nam bo lažje, da ne potem teh odločitev potiskamo v prihodnost in ne, v nedogled in ostanemo ne, na istem mestu več časa, predolgo. Spet, najboljši trenutek za odločitev, kdaj se spremeniti, je zdaj. Ne? In v nobenem drugem se ne moremo, kot v enem točno določenem, ki napoči. Ne? Zdaj to... nam pomaga ta postavljanje nekih zunanih, ne bi imeli nobenega rituala človeštvo, če ne bi bilo tudi to pomembno. Ne? Zato se poročimo na nek
bolj ali manj uveljavljen način, lahko si tudi po svoje kreiramo, zdaj je to v sodobnem času, kakor hočemo, ampak ponavadi ne naredimo tega tako zjutro, ne, žena oziroma partnerka, zdaj bi jaz rekel, se zvenva, od to naprej bova, ne, mož in žena, čeprav bi lahko to naredili, ne, ampak naredimo nek ritual za to. In v tem smislu je lahko, ne, bomo pustil kajenje, ko, ne vem, bom napočil 50 let, od tam naprej bom pa drugače živel in če nam in tista žurka in zadnji cigaret in, ne, jaz recimo se spomnim zadnje pleskavice, ki sem jo pojedel, ne, in takrat sem rekel, zdaj pa, ne, dovolj, ne bom več jedel mesa, zdaj tu, kakšenkrat prelomim, bi rekel, v nekih situacijah, če mi postrežejo meso in tako, ampak načeloma od takrat, skratka, nisem še več pojedel cele pleskavice, pa zrezka, ali pa. Ker sem takrat, ko sem se peljal iz Ohrida v apartma nazaj, čutil, da mi ni naredilo dobro, ne. Nekaj se je presekalo, ne, bi rekel, v meni, so upadlo in sem si tisto pleskavico z vso tisto lepoto Ohrida, glasbo in tako zbral kot zadnjo, ne. Poslednje dejanje. Ja. Imamo radi to ljudje, ne, in če rabimo to, ne. In če to pomaga, potem je to je super, na mestu. Ja. In se dostikrat, kako, ne vem, odpuščati, ne, pa napišejo na listek, pa spuščajo po reki, zažigajo, vržejo v kres. In če to verjameš, je to za okej. 1. maj in tako naprej, ne. Ja. Naše verjetje, ne, naša notranja transformacija je pomembna. Če jo lažje dosežemo v nekem, ne, ritualu, v neki zgodbi, ki si jo v bistvu ustvarimo, ne, preko nekega procesa v njej, potem okej. Nimamo težav s tem. Čas teče prehitro. Vprašanje, mimo katerega ne smem, je, kaj te življenje naučilo? Trenutek za razmislek. Ja, še, da sladica na koncu, ne poslastica, ali kako rečejo. Zdaj razmišljam o tem, kaj bi odgovoril. V resnici vse, kar sem do zdaj povedal, sem govoril iz tega, kar me je življenje naučilo. Tako da lekcij definitivno še ni konec. Ne? Zdaj, če tako grem malo na osebni nivo, To želimo. Bi pa sigurno rekel, da je ponižnost ni pravi izraz, se dostikrat uporablja, ne? Ampak jaz bi rekel predanosti, to, da je dobro, da je manj v moji moči, da ni dobro biti ihtav in tako, ne? Da je dobro imeti eno spoštovanje do vseh teh procesov, ki se dogajajo v drugih ljudeh. Mislim tudi na ta neznansko velik prostor, ki mu rečemo vesolje, ne? In na to tako majhno vlogo vsakega posameznika znotraj nas, da je dobro biti, če tako rečem, v sozvočju z vsem tem. Tudi z naravo, z letnimi časi, z drugimi ljudmi, da nekako, če lahko kaj pomagaš, da je boljša vibracija, ne? Da to narediš, da drugače pa se prepustiš, bi rekel, in gledaš, koliko lahko v vsem temu uživaš, no, in tle prijem potem, kljub tej neznatnosti posameznika, ne, tej ogromni, ne, sposobnosti, odgovornosti tudi, če hočeš, da pa jaz tisto majhno koleščke, ne, ki sem, poskrbim, da je v najboljši možni formi, energiji, kolikor zmorem, in da prispevam k temu, da cel ta kozmos, ne, potem vsaj malo, ne, kolikor je v moji moči, deluje bližje tej, ne vem, kako bi rekel, ne, ljubezni, harmoniji, temu, kar dobrobiti. Dobrobiti. Ja. Pa bo to pravzaprav iztočnica tudi za vse, ki ste bili danes z nami, se pravi
dobro biti je, kot je Daniel Bandel danes večkrat izpostavil, pravzaprav naša odločitev. Naj vam uspe, hvala tebi in hvala Martina bodi za dobro. povabilo. Bodi dobro tudi ti. Hvala.